Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Današnji gost je David Zorman iz Generali Investments. Na MoneyHow smo ga gostili pred natankom letom dni. Zdravo, David. Mislim, malo več, kaj eno leto in en mesec, če smo bolj natančna. Takrat smo se pogovarjala v bistvu o vseh možnih rekordih, ki smo jih beležili praktično v vseh naložbenih razredih. Tako da danes bomo pogledali, kaj se je zgodilo v tem letu dni, katere delnice so pridobile, katere so izgubile, vmes se je zgodila še ena vojna, centralne banke zdaj tudi režejo obrestne mere. Pa tudi kar precej zanimivo je dogajanje na borzi, seveda ne morava ne omeniti Nvidie, ki je pač o tem se govori že od prejšnjega tedna, se je napovedovalo rezultate. Včeraj, zdaj pred samim vklopom si sam rekel, da so celo spremljali po barih objavo rezultatov. Ne vem, meni se to zdi čist crazy. Ja, ne vem, mogoče je delno posledica tega, tudi trenutno malo suša pri objavah. Smo v nekem obdobju poletnem, ki ni toliko zanimanja, ampak ja, dejstvo, da je bil te rezultati včeraj so bili eni bolj pričakovanih rezultatov po moje v zgodovini, kar spremljamo vse rezultate, vseh podjetij. Eno dejstvo je, da je to ratalo zelo veliko podjetje, 3000 milijard, 3 bilijone, tako da je veliko enih lastnikov noter, premiki so še naprej kar veliki, vidimo, da se giba 20-30% še vedno gor, kljub temu, da je to zrelo ali pa veliko podjetje. Tako da je veliko enih vlagateljev pa investitorjev, špekulantov, ki na to stavi. Eni malo tudi na leverage, eni na margin. Tako da včeraj je bilo, saj če spremljate kaj Twitter, je bilo kar noro na trgu. Čeprav na koncu, kaj se je zgodilo, majhen tresla se je gora, rodila se je pa miš. Vidimo, da trg danes, futuresi ali pa eno uro že v bistvu trguje, ameriška borza, ni kakšnega posebnega odziva, trg je nekako okrog nule, se vrti zaenkrat, Nvidia pa je, saj cena delnice mehno razočarala, tako da je mehno v minusu zaenkrat. Bomo pa videli, taknemo mehno bolj rezultatov, ampak ja, to je bilo zaenkrat je to. Se bova dotaknila, mene je v bistvu preseneča ta retorika, da je v bistvu Nvidia razočarala, ampak po res fantastičnih rezultatih, ki sicer so bili rekordni, ampak nakazujejo neko ohlajanje, neko umirjanje rasti. Zakaj je v bistvu delnica potem tudi upadla? Mislim, tudi ta hype okrog te delnice, to je nekaj neverjetnega, koliko v bistvu tudi mediji prispevajo k pušanju, v bistvu propagiranju te delnice. Jaz sem tudi opazila, da zelo veliko bralci, investitorji iščejo pač te informacije, konkretno Nvidii, in vsak članek, ki ga v bistvu objaviš, napišeš, to se ful klika, bere, komentira. Tako da je zanimivo, že dolgo časa nismo videli, da bi eno delnico tako opevali, razen seveda Nove Ljubljanske banke, ki je zelo spremljala v Sloveniji, tudi zelo komentirana. En razlog je pa moje, da je pač podjetje, kot sem že rekel, res veliko ratal, hiter, te rasti so še vedno od začetka leta še vedno več kot 100%, lan koliko 250, tako da to pač privlači širše množice. Če gledamo majhen daljšo zgodovino, vedno smo imeli tudi med večjimi podjetji, ne bila prej Tesla, ker so vsi spremljali samo Teslo. Zdaj imamo pa trenutno video in to pač ljudje rabijo in se to spremlja in je komentirano in brano in verjetno na Redditu je postal neskončno in tako naprej. Ampak ja, rezultati sami po sebi so bili pač fantastični. Rekordni kvartal, 30 milijard prihodka. Oni imajo neverjetno maržo, čez 50%, se pravi, ostalim je pod črto 16,6 milijard. Tako so te analitične napovedi so vse prebili, so bili rezultati bistveno boljši. So pa že včeraj, ali pa dan predtem so že krožili te neki neuradni napovedi, pričakovanja so bile pa še majčkeno višja. Tako da teh res visokih pričakovanj, najvišjih neuradnih pričakovanj pa Nvidia ni presegla. In bil to najmanjši blowout, se pravi najmanj so presegali te neke napovedi v zadnjih 6, se mi zdi, kvartalih. Tako da to je pa nekak razlog za majhno razočaranje na ceni delnice. Ampak jaz mislim, da te rezultati sami po sebi so bili pa res dobri. Nvidia dela neverjetno, njihovi produkti so res dobri, toliko boljši od vseh ostalih, da ta marža je itak zgodovinsko tudi rekordno visoka.
Ja, marža je ful visoka. Mislim, da 53-56%. Še tole mogoče je vsem za omeniti, ker tudi to je prispevalo mogoče k malce temu razočaranju in sicer ta novi čipi, ki jih razvijajo, Blackwell, te čipi v bistvu imajo neke težave v sami proizvodnji, se pravi tudi samo dobavo, hkrati na eni strani imajo težave, da zadostijo za svoje proizvodnje, vse to povpraševanje, ki je na trgu. Pa še to ne moramo omeniti. Konec koncev Nvidia je v bistvu monopolist, pokriva v bistvu 90% tržni delež ima v bistvu, kar se tiče same teh čipov. Tako da tudi to na nek dolgi rok, srednji rok ni vzdržno. Težko je zdaj reči, kako hitro bo konkurenca prišla zraven. Moramo vedeti, če se malo taknemo na splošno teh polprevodnikov, semis panoge. To je zelo ciklična panoga. Zdaj smo v bistvu 10 mesecev je za nami, ki imamo nekako letne rasti prihodkov, se pravi celotne panoge. Ponovadi pa traja ta cikl tako 2 leti, vsaj 2 leti. Se pravi, smo zdaj še niti na polovici nismo nekega tega pozitivnega cikla, ki se odvija v polprevodniški panogi. Potem pa vedno se zgodi to, če gledamo zadnjih 20 let. Potem se pa vedno zgodi kakšno leto, slabše leto, ko pa malo preveč nazidajo kapacitet, malo se zaloge povečajo. To, kar smo recimo zdaj vidimo v avtoindustriji čipov, tam imajo zalog, tam čipov je neomejeno, vsak lahko dobi, kar hoče. Še leto pol nazaj smo pobrali, da čipov zmanjkuje, da niti ne vgrajujejo več določenih čipov v avte in tako naprej. Tako da Nvidia je pa trenutno še vedno v temu ciklu rasti, saj po mojem mnenju, in ta cikl pri Nvidii je proizvodnoma razprodano vsaj še leto dni naprej, verjetno še dalj, itak je težko dati oceno za več kot 1 leto. Tako da te neke težave, ki jih imajo, meni se zdijo to minorne težave, oziroma mogoče probajo prodati malo več teh čipov, ki jih že imajo, pa bojo tiste potem malo kasneje začeli prodajati, pa bojo še une prodala. Jaz mislim, da je sam cikl, v katerem se Nvidia nahaja, še vedno močen, da bo trajal še vsaj leto dni, da je proizvodnja še razprodana vsaj leto dni in da bo rezultati samega podjetja še naprej zelo dobri. Tudi napovedi vseh analitikov za leto recimo 2025 ali pa 2026 so še vedno zelo visoke, rasti prihodkov še vedno zelo visoke, ta marža nekaj čez 50 se zdi, da bo ostala, kar lahko preberemo od konkurence, niti približno ni tako dober kot čipi od Nvidie. Vemo, da se vsakmu splača čip od Nvidie kupiti zato, ker prišparaš dejansko na energiji, ki ga porabiš za nek izračun, ki ga dobiš ven, oziroma za neko, kar ti čip nuda. Tako da tle zaenkrat neke konkurence ni. Ponavadi se konkurenca začne pri nekem podjetju vzpostavljati že, ko imaš ti maržo, čez 10 ali pa okoli 20%, že pri neka konkurenca, zdaj bomo nekaj naredili. Ampak res tehnološko so toliko naprej, da ta marža nad 50, jaz mislim, da bo zaenkrat kar ustala. Zdaj pač se lahko zdaj vprašamo, ali je cena delnice potem, glede na to, kje je, a draga ali ne, je pa pač tudi pomembno. Vse to bova tudi odgovorila, ampak zakaj sem izpostavila v bistvu to novo neko serijo čipov, ki jo pripravlja, zaradi tega, ker o tem govoril tudi sam predsednik uprave včeraj na Bloombergu, takoj po rezultatih. To je njihova naslednja cash cow, tukaj to je njihova molzna krava, in je napovedal, da bo to milijarde in milijarde novih prihodkov ravno iz teh čipov in naslednje leto bo seveda spet fantastično leto ravno tudi zaradi teh čipov. Ampak vsem 90%, da ti v bistvu imaš ta tržni delež, da v bistvu si res globalni monopolist in da v bistvu prodajaš te čipe na koliko strank ima Nvidia. Največje stranke sta v bistvu Google in pa Meta. In na drugi strani, tako Google kot Meta v bistvu sta tudi vstopila v to sfero in proizvodnje čipov oziroma raziskovanje, kaj bi lahko naredila ravno zaradi tega, ker nekako je treba razdrobiti ta trg, ker tudi to je tveganje, da je v bistvu en tak velik monopolist na trgu. Zdaj ne zdi? Ja, je lahko tveganje, lahko je pa pač tudi Vse to bova videla, kaj priložnost, lahko je tudi neka priložnost, ker dejansko, dokler imajo oni toliko boljši produkt, itak nimaš druge možnosti, kot da od njih kupaš. Sej verjetno tudi Apple, Google in vsi te ostali iščejo, ali pa Meta iščejo druge
proizvajalce, ampak dokler jih ne bo trg ponudil, dokler ne bojo sami prišli na to stopnjo, ne bojo od njih nič kupili. Sej tle je matematika zelo jasna. A greva samo še, zdaj marsikoga na tej točki zanima, veliko se govori o Nvidii, vsi pišejo o tem, vse povsod je danes Nvidia in seveda to je prišlo tudi na ušesa in oči malih vlagateljev, če že ni prej, pa zagotovo danes. Marsikdo se sprašuje na tej točki, kupiti, držati, prodati. Zdaj, če pogledava mogoče malo te osnovne kazalnike, zdaj, dobro, če pogledava samo donosnost, je itak nora. V letošnjem letu 153%, to je kar zelo lepa donosnost v teh 8-9 mesecih. Ja, na hitro številke. Mnenje moje je, da smo še vedno v fazi rasti, celotne panoge. V povprečju vemo, da je določen segment, če pogledamo celo polprevodniško panogo, vidimo, da ni vse tako rožnato, ampak tukaj imamo pač ta AI segment plus segment clouda, kjer je Nvidia pač prisotna. Vidimo, da ta bo še naprej rastel. AI investicije so se šele začele. Za letos je, mislim, da napoved sem gledal malo na globalnem nivoju, se pravi, da bojo te tehnološki giganti investirali okoli 200 milijard, tako da tle se je šele skala začela valiti na področju AI investicij, tako da Nvidia bo imela te rezultate, ki so po moje napovedani, jih bo še presegla, se pravi v naslednjih 3, 4, 5, 6 mogoče kvartalih, se za naprej težko govoriti. Tako da ona je zdaj vredna, se pravi 3000 milijard, napoved za dobiček leta 2026 je 100 milijard, kar pomeni kaj, 30 PE. Zdaj, a je to drago ali ne, se lahko vprašamo, a je potem za to fazo rasti, a je prisotna v bistvu normalizacija, pa bojo na teh nivojih ostali, ali bojo mogoče kaj dodali, ali gremo mečkeno v downtrend. Če gremo v bistvu potem v nek downtrend, da se bo malo v bistvu začel hladiti, se pravi, da se bo poslovanje začelo mečkeno poslabševati ali pa da bo kakšna konkurenca prišla, je po mojem mnenju to drago. Drugače se mi pa zdi trenutno tako nek fairly price, ni pa to kakšen velik balon, da bi bila pa Nvidia zdaj v balonu, da bi bilo recimo, ne vem, 300 PE, to pa nimamo, tega pa trenutno nimamo, tako da bojo donosi v tle še ful visoki, po mojem mnenju ne. Že lansko leto, ko sva govorila, so bila nekako tudi optimistična za Nvidia, pa je presenetila v pozitivnem smislu. Nismo pričakovali take rasti, a je lahko vredna 20 PE, se pravi, da gre v bistvu mečkan dol, tudi lahko. Moramo pa vedeti, kakšen je sentiment na trgu, kje je na splošen sentiment. In ta potiska potem lahko ceno delnice pa vrednotenja bistveno višje ali pa bistveno nižje. Trg trenutno je dost, kako bi rekel, stabilen, močen, te notranje silnice se mi zdijo pozitivno, še vedno, tako da od tega je tudi pol malo odvisno. Zdaj, za malega vlagatelja, ki ima samo Nvidia, je seveda težko, pa spremlja te rezultate z velikim pričakovanjem. Jaz mislim, da v tle boš težko blazno zaslužil, lahko pa pač nekaj malega se še vedno naredi. Včeraj, če bi bili rezultati še majčkeno boljši, bi trg lahko tudi zrastel, mislim, Nvidia lahko tudi zrastel še za 10%, vidimo, da smo jih razočarali, tako da zdaj majčkeno dol. Pa to blazno drago ni, tako da bomo videli, dosti odvisno od splošnega sentimenta na trgu. Rezultati sami po sebi pa jaz mislim, da bojo še 12 mesecev dobri pri Nvidii. Mogoče vseeno za tiste, ki pač mislijo, da so zamudili vlak ali pa mogoče si želijo stopiti na ta vlak, še vedno je Nvidia predstavlja kar precej velik delež v številnih ETF-ih, v indeksih, če pogledava, ne vem, se šla gledati recimo globalni MSCI World Index, tukaj imaš Nvidia, Nvidia 4%, potem imaš recimo v S&P 500, je Nvidia predstavlja 6,20%, potem imamo pa še, če gledamo Nasdaq 100, predstavlja Nvidia 7,6%, tako da si tudi udeležen v tej zgodbi preko teh indeksov oziroma preko ETF-ov ali pa tudi skladov vzajemnih klasičnih.
Se klej bi dodal samo mečka, ne. Nvidia je pa med aktivnimi upravljavci v bistvu najmanj zastopana, najmanj jo imajo glede na utež, ki bi mogli imeti, ne, zato ker je toliko velika in zato toliko velika uteži, da pri aktivnem v bistvu upravljanju so vsi underweight, ne. Nvidia, se pravi, imajo manj kot je nekaj v njihovih referenčnih indeksih, predvsem zaradi same velikosti, ki jo ima, ne, v teh indeksih, ne, ker ne moramo več, oziroma se ne da več vseh teh gigantov, ne, nimamo samo Nvidia, ne, imamo še Apple, Google, Microsoft, ki so res ratali veliki in imajo velike uteži in potem vse te uteži težko daš noter to, ker so ti neka ta lastna pravila, ki jih imaš, ne. Tako da je v bistvu Nvidia najmanj zastopana v nekih aktivnih upravljalcih, ne. V pasivnih pa je ta delež kar drži, no, kar sem omenila, ker to sem zdaj gledala dejansko strukturo ETF-ov, ne. Ampak ja, v klasičnih vzajemnih skladih so pač neke omejitve. Glede na to, da smo se midva zdaj pogovarjali dobro leto nazaj, a lahko samo skočiva na hitrco, kaj se je zgodilo v tem letu, mogoče, če sam itak borza, če pogledava eno leto, za sekundo pogledam, evo, Dow Jones je 17% gor, S&P 24,3, Nasdaq 25,9, skratka Eurostoxx 14, FTSE 11 oziroma 12, dober kak 3%, Francija, DAX 18%, mislim, noro, dvomestne rasti. Ja, kar dobro leto, ne, se že lansko leto so se nekako strinjala, da je bilo že lani tako dosti mirno leto. Meni se zdi vsako leto dobro leto, čas je za streznitev, ne, o tem se tudi pogovarjamo dolg časa. Ja, čas je za streznitev, ampak nekateri trgi so že kakšno streznitev dobili, ne, trgi so pa pač odvisno je, kaj se dogaja z obrestnimi merami, kaj se dogaja s poslovanjem teh podjetij, ne. In ja, v bistvu v začetku leta je kazalo, tudi letošnjega leta, ne, je kazalo, da se nam bliža recesija, ne, da bo te firme, ne, te velike res teh enih ponujajo Magnificent 7, 6, 5, malo dodajajo te imena oziroma številke, da bo že konec v bistvu njihovih zgodb, ampak sami rezultati, ne, tudi zadnjega kvartala, ki je zdaj za nami, ne, še z Nvidia praktično so že vsi objavili, kažejo, da se marža, ne, znotraj S&P-ja še povečuje, da podjetja nekako presegajo te napovedi, tako da tudi sentiment je še kar naprej pozitiven, ne, zakaj ne bi bil, službe so, ljudje so zaposleni, celo zadolženost, ne, prebivalstva ameriškega se znižuje, ne, če gledamo zadnjih 10 let, podjetja so itak tudi praktično nezadolžena, ta višja obrestna obrest, lansko leto se je govorilo o prilagajanju na višjo obrestno mero, ne, so se že prilagodila, tudi če pogledamo bilance njihove, ne, ameriških podjetij, vidimo, da so finančni prihodki z višjimi obrestnimi merami bili celo boljši, ne, se pravi, so bile ameriška podjetja v povprečju, ne, treba je gledati v povprečju, ne, se pravi, ta največja podjetja so z višjimi obrestnimi merami pridobila, ker imajo preveč denarja, presežnega toka in ga investirajo v neke, prej bi denar nosil nič, zdaj pa nos, ne vem, 5, in so v bistvu finančni prihodki zrasli napram odhodkom in na koncu v bistvu še bolj za ameriška podjetja, da je višja obrestna mera, ne. Tako da nekih blaznih razlogov za negativen sentiment na trgu zaenkrat ni bilo v zadnjem letu, ne. Seveda pa dalj časa, ko to traja, prej se zgodi kakšna lahko kriza, recesija, ampak zaenkrat tudi se zaglih v zadnjem mesecu, 2 je bilo veliko enih teh, pa je bilo samo opravilo, ne, ko so ta brezposelnost začela malo naraščati, ne, a smo že v recesiji, pa potem avtorica sama rekla, da v bistvu ni težave z odpuščanji, ampak s prihajanjem novih ljudi v to delovno silo, ne. Zdi se zaenkrat, da to tak sentiment nekako, kot ga imamo zdaj, ostaja, ne. Tudi v Evropi se vidimo, brezposelnosti praktično ni, podjetja pač poslujejo, ni blazne rasti, zgodila se nam je pa ta pač tehnološka revolucija, ki je pa S&P dvigala toliko več, kot ostale trge, ne. In so se tudi valuacije nekaterih podjetij zaradi te tehnološke revolucije, v kateri smo na začetku, so se dvigale na te nivoje. Tako da meni osebno se zdi, da nekako ostaja ta trg
buy the dip, bomo pa seveda videli, ne? Zdaj gremo neke druge v bistvu čase, obrestne mere se spreminjajo spet in tako. Mogoče smo malo manj optimistični, kot smo bili lansko leto, ne? Čeprav na začetku leta smo bili potem spet malo pesimisti po tej rasti, ampak potem smo šli hitro na ta optimističen vlak, ne? To smo popravili, tako da zaenkrat ostajamo na tem vlaku, no? Po mojem mnenju. No? Smo pa trenutno v fazi, se pravi, avgust, september, oktober so sezonsko slabi meseci, lahko se nam zdaj zgodi še kakšna korekcija, kakšen sideways trg, bomo videli, ampak tako, če pa gledamo do konca leta, je pa naša zgodba že v bistvu od začetka leta, da smo optimistični in da mislimo, da nekih blaznih razlogov, zakaj bi doživeli večje padce, ni. Vse smo zdaj doživeli malo turbulenc avgusta, ampak so bile zelo specifične, omejene, pa tudi hitro so se, kako bi rekel, znivelirale. Ne? Ja, ta korekcija je bila v začetku avgusta. Tudi zanimivo, no, zdaj gledam Nikkei, japonski indeks 19% je v letošnjem letu pridobil. Kaj se je zgodilo v začetku avgusta, pač trg je odreagiral zaradi malo slabših rezultatov v Ameriki, zaradi trga zaposlovanja oziroma trg dela, pa na drugi strani je bil pač ta carry trade strategija, ker v bistvu so si izposojali poceni denar zato, da so kupovali potem druge investicije, ampak kot vidimo, trg je takoj odreagiral nazaj, kot da se ta popravek niti ne bi zgodil. Ne? Tako da bil je pa v bistvu enkraten oziroma enodneven velik upad, mislim, da je bil okrog 5%, tako da je bilo spet nekaj zanimivega, no? Ena super lekcija za vse tiste, ki spremljajo trge. Meni se to zdelo zelo taka poučna lekcija, se pa takoj v bistvu odbil in pač, kad da se nič ne bi zgodilo, danes poročamo o novih rekordih, tako da mogoče še sam dotakneva se zlata, ker zlato pa tudi je na rekordu, ko so se mi da pogovarjala, je bil zlato $2100 za 31,1 gramsko unčo, danes je preko $2500, se pravi, vse je usklajeno za borzo, zlato in borza sta tokrat usklajena. Ja, očitno niso se sposojali jenov v jenih, no, pa potem investirali v zlato, ker tam ni bilo nekih pretresov. Ne. Če se sam še dotaknem tega jena, tle je bilo, v bistvu cena je bila, ne, da je bilo nekih 500 milijard, oziroma tam grejo številke do 750, oziroma da so do 1000 milijard tega carry trada in da se ga je več kot pol, se ga je nekako že zaprlo. Ne. So bili pa vemo, kam investirali, tiskaj je najbolj padali, se pravi, dosti bilo IT podjetij, noter Nvidia je bila zelo prisotna, pa tudi kripto je bil očitno tle v tej igri, tako da ultimativna špekulacija, sposojajo si tam, kjer ti valuta pada, obrest je nizka, pa greš tam, kjer v bistvu najbolj raste, potem pa grejo naenkrat na hitro skozi ta majhna vrata, se pa pač ne gre in premaknili so valuto, kot je jen, ne vem, za 10%, ker so res neverjetni premiki. Tako da, kar se pa tiče zlata, pa jaz mislim, da to je pač posledica, mislim, da centralne banke še vedno kupujejo, tudi fizični kupci so prisotni, predvsem indici verjetno, pa znotraj commoditija kakšnih drugih pozitivnih zgodb ni, mogoče tudi na račun zlato pridobiva, ker če gledamo sam commodity trg, tam s Kitajsko, pa njenim stanjem, trenutno pa napovedi, recimo njihovih največjih jeklarjev, pa tako naprej, vidimo, da je tega commodity booma, po mojem mnenju, vsaj to, kar se dogaja na Kitajskem, konc tega globalnega, ko vsi te skladi, ki so nekako v tem segmentu commodities prisotni, zgleda tudi mečkam več lokacije dajejo zlatu in po mojem tudi zaradi tega zlato pač še naprej pridobiva. Ne? Če pa pogledava še en naložbeni razred, zdaj mu lahko tudi tako rečeva, omenil si kripto. V enem letu, kaj se je zgodilo, ko smo se mi dva pogovarjala pred enim letom, je bil Bitcoin pri $70,000 za Bitcoin, danes skoraj 60,000, tako da imamo en upad. Ja, mislim, zgleda ta naložbeni razred, če gledamo celo zgodovino, vse tudi delnice so enkrat prišle kot nov naložbeni razred, pa tudi commodities včasih ni bil naložbeni razred, pa zdaj nekako postal, v nafto tudi na začetku ni noben investiral, tako da zgleda je še priložnost, da še nov naložbeni razred, da se vzpostavi tudi na globalnem kontekstu, če bo še kakšno v prihodnosti, bomo videli, ampak ja, ta nov naložbeni razred je postal dostopen zdaj praktično vsem, še za ETF-i, tako da kdor še ni kupil, verjetno, ne vem, nima razloga, da ne bi, tako da so še zadnji nekako ti vlagatelji prišli noter.
Zdaj, koliko časa bo zanimivo od tukaj naprej, ali bo dobil še neke nove vlagatelje, bomo videli. Zdi se, da jih je malo, da jih mečkam trenutno zmanjkuje. Je pa res, da tudi Bitcoina je verjetno skozi manj, sej kakšen računalnik crkne, pa kdo izgubi kakšen ključek, pa tako naprej. Tako da se zmanjšuje, se pravi število ali delnice, pa Bitcoin vse po mojem mnenju mečkam pada. Zdaj, ali bo dosti novih kupcev prišlo, da bojo lahko, številka je pa 2000 milijard, cel kriptotrg, kar zdaj v globalnem kontekstu delnic je 150, gre lahko na 4, ne vem, treba najti potem nove investitorje, predvsem institucionalne, mali vlagatelji, verjetno tudi v trenutnih razmerah, ko pač ta inflacija malo najeda razpoložljiv dohodek, jih dosti verjetno novih več ne bo, razen že odprejo kakšno novo državo, kot je, ne vem, mogoče Indija, ali pa Kitajska se je glih zaprla. Drugi pa imajo že vsi možnost nakupa in ne vem, zakaj bi kupili kasneje, če še niso. Tako da zdaj ta institucionalni razred pa ne vem, a bo investiral več noter ali ne, a bojo prišli še določeni zavarovalniški portfelji, bo investiral v kripto, pa kakšni pokojninski skladi ali ne, to bomo pa videli, tam se pa pač voz premika po mojem zelo počas. Te bi lahko pač še premaknili na više nivoje, drugače pa odvisno od zanimanja. Kaj pa recimo vzajemni skladi? Vzajemni skladi tudi prihajajo, se pravi, to so pač vzajemni skladi. Ali tudi vzajemni skladi investirajo v ETF? Zaenkrat v Sloveniji še ne, ampak zakonodaja mislim, da je zdaj že skoraj vzpostavljena, tako da bojo lahko začeli. Tako da tudi ta segment bo, čeprav... A recimo prvo razmišljate o tem, da bi šli v to naložbo? Mi gledamo, zdaj vprašanje je, kakšne bi lahko dobili vplačila, ker dejstvo je, da te vlagatelji lahko že dostopajo sedaj prek ETF-a, in smo mi, ta konkurenca je že zunaj, nismo mi prvi, ki bi lahko to možnost ponudili. Tako da vprašanje je, koliko bi lahko dobili nekih vplačil. Tako da spremljamo, mislim, da možnost je že, da je zakonodaja že vzpostavljena, ne vem, če je že čisto v slovenskem prostoru. Potem se bo treba odločiti, narediti neke ankete, videti ali zadostimo, se pravi, nekemu minimalnemu znesku vplačil, da se produkt pokrije, in potem se bomo odločili. Kakor jaz vem, slovenski vlagatelji in pa evropski ne morejo investirati v ameriške ETF-e, ker večina nima KIT dokumenta, tako da mislim, da preko ETF-ov ne morejo, lahko pa kupijo Bitcoin preko recimo Interactive Brokers, lahko kupijo Bitcoin preko Trade Republic, preko Revoluta, tako da tudi neobanke in neotraderji v bistvu že omogočajo investiranje v kripto, sicer je omejena količina, ampak poleg tega, to smo pa tudi delali epizodo tik pred poletjem, Robinhood prihaja v Slovenijo s prevzemom Bitstampa. Tako da to bo tudi ena taka zanimiva zgodba za male vlagatelje. Se Slovenci verjetno tle nismo nek faktor, ampak drugi pa... V Bitstampu, ker smo pomemben faktor. Mislim, da bomo premaknili trg. To pa nam Slovenci, to pa ne. To pa ne, ampak zanimivo, tudi kot si rekel, mali vlagatelji dostopajo zdaj veliko lažje, ni potrebno imeti kriptobrokerje, zato da lahko do tega prideš. Se pravi, jaz mislim, da večino populacije, ki bi lahko to premaknila, je že pač ima možnost, dosti enostavno za nakup. Tako da, zdaj, če ne bo neke nove, ne vem, kako bi rekel, marketinškega efekta, da bi zgenerirali neko dodatno vprašanje, težko, da bojo tle, ker številka, ki je enkrat tle v triljonih, v biljonih, ki se pogovarjamo, je rabiš kar velike zneske, da to premakneš. V glavnem, zdaj, ko omenjava te trilijone, opazila sem, da tudi Warren Buffett oziroma njegova podjetja Berkshire Hathaway je v bistvu prvo ne-IT podjetje, ki je v bistvu prebilo 1000 milijard dolarjev tržne kapitalizacije. O Buffettu se je pa ful govoril, tudi mislim, da včeraj je prodal, mislim, da za milijardo Bank of America, predtem je prodal 50% Apple-a, kupuje neke druge naložbe, za katere se marsikdo sprašuje, zakaj kupuje neko ultra podjetje, ki prodaja neke kozmetične izdelke. A si kaj gledal Warrena Buffetta in njegove poteze? Zdaj potem, ko Munger odšel, žal. Seveda ga spremljamo. Mislim, vedno ima nek, mogoče v zadnjih 10 letih nima vedno najboljšega tajminga, ampak se pa pol malo kasneje, v bistvu, že s tistimi železnicami, ki jih je takrat kupoval. Se spomnim, da smo vsi sam gledali, zakaj to kupuje, pa pol vidimo, da je šel v tovorni promet na železnice zdaj, v zadnjih 5 letih, pa ta reshoring, ki se je zgodil, da je tam blazno naredil. Zdaj,
ne IT podjetje, ne, mislim, da je bilo skoraj pol ali 40% njegovega portfelja je bilo do nedavnega v Apple, ne, tako da je bil nekako pol IT podjetje, ne, ker to mu je nekako pomagalo, da je tudi prišel na to številko. Zdaj pa spet ta Ulta, to je pa ultimativna v bistvu nekako recesijski nakup, ne. Se pravi, pa plus nek turnaround story. Malo sem že gledal, ne še toliko, bomo dodali tudi mi, glih danes ima v bistvu podjetje rezultate, tako da bomo videli, kaj bojo povedali, ker drugače sama zgodba ne zgleda zanimiva, ne. Tudi cena delnice v bistvu je v nekem negativnem trendu že dalj časa, tudi poslovanje ni nekaj perfektno, je pa vrednotenje mogoče kar zanimivo. No. Zdaj, zakaj se je za to odločil? Na kratki rok jaz ne vidim nekih pozitivnih efektov, lahko se pa zgodi neka večja recesija v prihodnosti, čeprav jaz do konca leta kaj posebnega ne vidim, ne, ampak mogoče kasneje. Mogoče kasneje. Pa se ti ne greš v zgodbo za eno leto, pač mogoče je to za neko daljše časovno obdobje. Recimo pri te Ulti je 14, medtem ko forward pa je pa tudi 14,33. Tako da ugodno vrednoteno. Ja, je nekako pod nekimi povprečji danes trga, ne, ampak takih naložb je vsem, mislim, če odštejemo znotraj S&P-ja te velike, ki so malo dražji, vse ostalo je vrednoteno nekje na povprečjih, ali pa celo malo spodaj. Ta ostal del trga S&P-ja so vrednotenja res tako nek on average, nič kaj posebnega. Te veliki pa, teh Magnificent 7, kot so jih imenovali na začetku leta, so bile pa vrednotenja više, ampak tle je edin še neka rast prisotna. Videli smo rezultate, ne vem, vsaj Apple, Meta, po mojem mnenju zelo dobre, Microsoft, tle kakšnih napak itak ni, Amazon je sicer majhen razočaran, ampak po mojem tudi fantastični rezultati, mislim, cena delnice je padla, ampak ne vidim zakaj točno. Tako da še kar naprej ti globalni monopolisti uspejo v bistvu črpati z celega sveta neke nadpovprečne marže in tudi rast. Vidimo, da drugače slika po posameznih državah ali pa panogah ni glih rožnata, ampak z nekim monopolom pa očitno uspeš iz celega sveta črpati te dobičke, ki jih ta velika podjetja uspevajo vedno znova, in zato tudi rastejo. Zdaj smo omenila recesijo večkrat, pa zdaj smo tudi omenila ciklice, neciklične podjetja, panoge, tudi omenil si Ulta je kot neka recesijska delnica, se špekulira, da je tudi to bila poteza Buffetta. Deva mogoče samo večkam povedati malo več o cikličnih, necikličnih panogah, kaj recimo, zdaj glede na to, da je res vse na hajpan že zelo dolg časa, pa mogoče koga postalo malo strah, pa bi se rad malo umaknil v varno zavetje, ampak še vedno bi ostal na delniškem trgu, kam se lahko obrne, kateri so tisti sektori, ki so mogoče zanimivi? Tlej pa situacija, po mojem mnenju, je zelo kompleksna. Vemo, da zdaj gremo v bistvu v zniževanje obrestnih mer, v Evropi smo že začeli, tudi v Ameriki se začne, se pravi septembra. Zdaj ponovadi oni obrestne mere režejo, ko je nekakšna recesija. Takrat je treba biti v bistvu v zdravstvu ali pa teh nekih osnovnih potrošnih dobrinah. Te panoge so v preteklosti vedno nekako bile najboljše potem v naslednjih 6 mesecih od tega prvega reza. Zdaj pa, mislim, da v 1980 so pa dvakrat rezali, ko pa ni bilo recesije. Se pravi, da bi nek tak soft landing, zniževanje oziroma ničelna gospodarska rast. Takrat pa ta zdravstvo, pa osnovne potrošne dobrine niso delale, ampak je še naprej performal nekak growth, komunikacije, tudi finance, pa te neke diskrecijske dobrine. Se pravi, imamo zdaj dva zelo pomembna scenarija, ali se bo zgodila neka recesija, ali pa nek soft landing, ki se je v bistvu že pričakoval v začetku leta. Ko je treba, tle bojo lahko velike spremembe znotraj posameznih panog v naslednjih 6 mesecih, po mojem mnenju. Se pravi, od zdaj naprej bojo zelo velike spremembe med posameznimi panogami. Že tako imamo zadnje leto zelo tak stock pickers market, ki ima znotraj ene panoge delnico, ki je šla gor 50, pa dosti podobno podjetje v bistvu v isti panogi pa je -20. Se tudi znotraj IT-ja niso vsi
plus 30, 40, ampak imamo kakšne, ne vem, imamo Infineon čez blizu, prisoten v čipovju v avtoindustriji je minus 10 letos. Znotraj healthcare smo imeli biotech v zadnjem letu, ki je zaradi višjih obrestnih mer vse bilo v minusu, pa imaš nekaj par podjetij pa plus 50. Tako da tudi znotraj Staplesov si imel blazne spremembe, znotraj teh osnovnih potrošnih dobrin. Zdaj pa se zgodijo ti rezi, pa ali recesija ali soft landing, imamo pa še znotraj panog, kako se bodo pozicionirali veliki vlagatelji še ta moment. Tako da, ja, trg je kar zahteven, odkar ni te ene smeri, pa so obrestne mere višje, da ne raste kar vse, da mora podjetje dobro delati, performati, rezultati mora biti dobri, da hočemo kaj zaslužiti. Tako da za neke aktivne vlagatelje več priložnosti, je pa težji trg, bistveno težji, kot je bil. Tako da, po mojem mnenju, jaz mislim, da gremo v nek soft landing, neke recesije ne pričakujem, tako da jaz bi zaenkrat kar ustal, se mi tudi tle zdi, da na preteklost se ne moramo predvsej opirati, zato ker danes IT podjetja, se pravi, če gledamo, ne vem, Apple, Microsoft, to niso isto podjetja, kot so bila IT podjetja 10 let nazaj. To so za mene neka value podjetja, ki imajo v bistvu dosti stabilen denarni tok, presežen denarni tok, stabilen denarni tok, in ona v bistvu poslujejo, a je recesija, a je soft landing, a je visoka rast, zelo podobno. Sploh, če je recesija, mogoče včasih njihove delnice zelo bolj performajo, ker se določen segment reče, da so pa bolj varni, tako imajo dovolj denarja, bomo pa to kupili. Jaz bi rekel, moj scenarij je soft landing, še naprej. Te obrestne mere bojo šle dol, ta vrh smo videli na tej inflaciji, tako da jaz mislim, da je treba ostati v trgu, da je treba v bistvu neke te dipe še vedno naprej pobirati. Lahko pa zdaj 2 meseca še vedno neka korekcija ali pa nek sideways trg, ampak se mi zdi, da smo še vedno v tem sentimentu pozitivnem. Pa treba se zavedati, da je v denarnih skladih v Ameriki, mislim, da je 6.000 milijard denarja. Ko bojo šle obrestne mere dol, se bo ta denar začel nazaj počasi premikati v neke druge naložbe. In to bi lahko, zdaj pa seveda, kako hitro bo šlo obrestne mere dol, je vprašanje, ampak ko se bo začele spuščati, se bo ta denar sigurno začel seliti v druge naložbe, se pravi v delnice in tako naprej. Ker se je preselil iz delnic v denarne sklade, ker so bile obrestne mere pač visoke, in potem bo šel pa nazaj. In to bi lahko spodbujali nekak trg. Plus ameriški trg še vedno te buybacki, dividende so tudi 2 do 4 že na leto. Tako da Pa zdaj so te stvari že kar malo tako, mislim, ni za to odločeno, ampak ja, nekako se pričakuje, da bojo 3 rezi se do konca leta zgodili po 25 bazičnih točk v Ameriki, v Evropi se je to že zgodilo, ampak pazi to, v Ameriki imamo pa še en moment, to so volitve. Volitve, ja, scenarijev je veliko napisanih, vsaka investicijska banka ima svoj research, kaj je treba kupiti, če kdo zmaga. Ne vem, kaj treba kupiti, če zmaga Trump? Ja, vse imamo pač že razdeljeno, je pa res, da vsak ima malo drugačne. Pri Trumpu je ta moment presenečenja malo večji, kaj je za kupiti. Je pa res, da je on bolj za potem se pravi ta ameriška podjetja, pa zdaj se zdi tudi z nekaterimi premiki znotraj IT sektorja, da tudi tam mečkam več zaupanja pridobiva. Kripto svet pridobiva, ker je jasno povedal. Tudi je rekel, ja, da se mu zdi zanimiv, ampak pa njemu nikoli ne veš, lahko je jutri čisto drugačne. Dejstvo je, da jaz pričakujem sigurno pred volitvami majhen večjo volatilnost v zdravstvenem sektorju, sploh demokrati vedno probajo ta sektor majčkeno napasti, da so cene previsoke, sicer pol se nikoli nič ne zgodi, ampak tle pričakujem majčkeno večjo volatilnost, drugače pa te volitve imajo pač, je šov pa to, ampak ameriška struktura države je pa tako narejena, da vsi delajo vse na koncu za njihova podjetja, da so res globalno uspešna, ali so to levi, ali so desni, vsi v bistvu delajo in imajo vse pogoje, da lahko poslujejo na globalnem nivoju, kar se da dobro. Zdaj sva že večkrat omenila zdravstvo, pa bi vseeno mogoče, glede na to, da imamo cel kup nekih epidemij, pandemij, konec koncev tudi cel hype okrog zdravil za hujšanje,
Pa če lahko mogoče tukaj malo pokomentirava, ti tudi spremljaš sektor zdravstva, če se prav spomnim. Ja, imamo en sklad. Se pravi, cel sektor je imel po COVID obdobju dve zelo zahtevni leti, 2022 pa 2023, sta bila neke leti normalizacije. Podjetja, ki so pač ogromno profitirala zaradi COVID-a, so se morala prilagoditi na koncu tega obdobja. In dosti podjetij imel previsoke evaluacije glede na poslovanje. Pa po tem normalizaciji imamo pa zadnje leto zelo dobro leto za cel sektor. Dobili smo pač to zdravilo za debelost, kjer sta glavna akterja Eli Lilly pa Novo Nordisk. Prihajajo pa še ostali. Trenutno so evaluacije po mojem mnenju zelo pač neke poprečne, kar pomeni, da priložnosti za nakup ostajajo. Ker na daljši rok, tle imamo res na sektor vplivajo te dolgoročni trendi, demografija, staranje prebivalstva, pa izdatki za zdravstvo. Tle ni nekih cikličnih premikov. Če se prebivalstvo stara, po določeni starosti začnemo jesti tablete oziroma imamo več operacij, in ker se pač prebivalstvo na zahodu stara, se pač izdatki za sektor povečujejo, kar pomeni, in to se bo nadaljevalo, to so res dolgoročni trendi. Tako da se mi zdi sektor vedno zanimiv za nakup, sploh če je kakšna korekcija, in mislim, da sektor je pač zanimiv za nakup. Zdaj so te dva imena, Eli Lilly, to si naredil kar 10, po mojem, v zadnjih 6, 7, 8 letih. Od začetka lanskega leta je po mojem Eli Lilly gor več kot 150%. Tle še kaj priložnosti, tudi bliža se Eli Lilly klubu 1 trillion. Mislim, da je na 900 milijardah trenutno. Je tle še kaj priložnosti za rast? Mislim, da ja, ampak zdaj pa govorimo o enomestnih številkah. Je kaj priložnosti v teh malih podjetjih, ki prihajajo? Mislim, da je tudi. Se pravi, te neki, ki razvijajo konkurenčne formule, bojo prišli sigurno na trg, ni pa to nič hiter. Tle govorimo vse v letih testiranja. Ampak bojo prišli tudi, tle bo konkurenca prišla, ampak pred 2027, 2028 kakšnega velikega konkurenta na trgu za ponudbo ne bo. Bojo imeli pa pač razvite stvari in dogajali se bo določeni prevzemi. Zdravstvo kot samo se mi pa zdi vedno zanimivo za nakup in imamo pred sabo pač naslednjih 10 let z nekimi seveda premiki po moje pozitivne trende. Zanimivo je tudi zato, ker v bistvu kmalu potečejo nekateri te patenti na nekatere učinkovine, tako da Kitajci pa Indijci so že v nizkem štartu, tako da to bo zelo zanimivo za spremljati. Če pa gledava tudi recimo, če bi hotel kupiti košarico različnih teh delnic iz področja zdravstva, farmacije, imaš pa tudi v bistvu noter vključeno v teh košaricah tako Eli Lilly kot Novo Nordisk, kot tudi druge. Cel kup jih je teh naložb, tako da lahko pokriješ cel trg z enim klikom, dobesedno. Zdaj, ko sem omenila Indijo, Indija tudi postaja ful zanimiv trg. Marsikateri vlagatelj zdaj mogoče bolj gleda proti Indiji kot pa proti Kitajski. Na Kitajskem je kar cel kup nekih izzivov. Včasih deluje, kot da v bistvu Kitajci nočejo to reševati, vse te izzive, medtem ko Indija postaja pa tudi vse bolj zanimiva za številne vlagatelje. Kako ti gledaš na te dva trga? Ja, Kitajska je imela vse možnosti, da postane res globalni igralec z največjimi podjetji, tudi gospodarsko in pač z vplivom politične moči. Očitno so se odločili za drugo pot, se pravi, ne želijo imeti nekih podjetnikov, ki bi bili večji od partije in grejo zdaj po tej svoji poti. Bomo videli, sicer edino kapitalizem nekako zniža v bistvu revščino, to se je tam zgodilo. V zadnjih 20-30 letih v bistvu ljudi, ki bi bili lačni, ni več na Kitajskem. Ljudje, ki so zdaj že skoraj drugo leto v neki recesiji oziroma v nekem v bistvu gospodarstvo ne raste, pravijo, da vse, kar je danes, je bistveno boljše, kot je bilo 20 let nazaj. So zgleda stopili na to pot, da bo partija pač glavni igralec, ki dirigira, kam gre država in ne neki podjetniki. Zdaj, kaj to pomeni? To seveda pomeni, da določena podjetja ne bojo prosperirala oziroma ne morejo
in nikoli ne smejo ratati prevelika za samo partijo. In to je pomenilo, da so pač tuji vlagatelji pobegali iz države, tujih investicij v bistvu ni več. Sami se spopadajo z deflacijo, z preveč nazidanimi hišami, stavbami, prihodki v bistvu iz prodaje zemljišč raznim občinam, ki so pač toliko velike, kar 10 Slovenij, upadajo. In so v zelo zapleteni situaciji, ne. Seveda bi se lahko rešili, ampak zaenkrat se še ne želijo, ker to potem bi pomenilo, da dajo ali potuho ali pa pač priložnost nekaterim tajkunom, da se rešijo. In bomo videli, kako se bojo iz vsega tega izvili, ne. Po drugi strani imamo pa to Indijo, kjer je pa tudi se začel v bistvu ta uspeh ali pa pač nadaljnja rast, ne, že prej rasla, s tem, da so se določena ameriška podjetja začela seliti tudi, ali pa začela prodajati tam, ne. Apple je naredil veliko zgodbo, pa Amazon, ne. Želijo Indijo odpirati zase, ne. Z investicijami tam in tudi z samo prodajo kasneje, ne. Tako da Indija postaja in je na tej neki krivulji, če gledamo BDP na prebivalca, na neki te točki, kjer v bistvu se ta pospešek, ne, začne pospeševati, ne. Tako da Indija je velik trg, priložnost, kdor ni bil, ne gre pogledati, kaj se tam dogaja, ne, koliko je to ljudi, kakšen je sentiment na trgu, koliko zidajo, in je neka država, ki če bo delala prave poteze, ne, tam imajo vse neko demokracijo, pa volitve, sicer trajajo te volitve dalj časa, pa je res velika država, pa tako naprej, ampak ki lahko z nekimi pravimi premiki postanejo bolj pomemben igralec od Kitajske v prihodnosti na globalnem nivoju, ali pa eden izmed bolj pomembnih, ne. Ljudi je veliko, znanja pač pridobivajo, ne, nimajo pa tega pač trde roke Kitajske, ki so rekli, tukaj bomo zidali, ne, tukaj bo šla cesta, oni vse to z neko demokratično v bistvu palico premikajo majčkeno bolj počasa, ne. Ampak ja, je to nek svet priložnosti, stanje je še vedno zelo nizko in vidimo velike enih priložnosti na indijskem trgu tudi sami, no. Tudi naše naložbe, selimo določen segment naložb tja, vidimo veliko prihodnost, valuacije so zdaj trenutno majčkeno visoke, ampak tam, kjer je dobro, ne, so valuacije vedno više kot drugje, ne, recimo kitajske valuacije so trudno najnižje pač v zgodovini, indijske so pa ne najvišje, ampak skoraj tam nekje, ampak lahko visoke stanejo dalj časa, če je poslovanje dobro, in vidimo Indijo kot veliko priložnost v globalnem kontekstu in tudi tako, no. Ja, se v Indiji bomo enkrat naredili prav ločeno epizodo, ker je kar nekaj zanimivih podjetij, ki se jih mogoče splača v prihodnosti tudi malce bolj natančno spremljati. David, a greva za konec mogoče povedati, ne vem, kje bo borza naslednje leto, kam z denarjem, kako se zdaj obrniti, zdaj moramo paziti, res je zelo veliko nekih vročih zgodb, veliko se hajpa, veliko tudi mediji konec koncev, tle tudi treba pač priznati pa biti iskrena, ne, pač tudi mediji imajo kar precej prstov tukaj vmes pri pušanju določenih zgodb, no. Ja, lansko leto so se dosti pogovarjali o teh, ne, AI zgodbah pa temu trendu, ne, kaj se je v bistvu v enem letu zgodilo. Po mojem mnenju kar veliko vsena, ne, določenih podatkov smo dobili, ne, recimo, ne vem, jaz gledam, mogoče veš, koliko recimo slik se na dan naredi z AI-jem, ne, mislim, da so številke okrog 35 milijonov vsak dan se naredi slika, ne, mislim, da se je v letu pa pol, odkar obstaja, je te možnosti zgeneriralo toliko slik prej v 150 letih, ne, v celotni zgodovini človeštva, ne. Tukaj imamo pač par podjetij, oziroma eno podjetje, ta Midjourney, ne, ki je privatno še, imamo Adobe, ki pač je na borzi. Zgodilo se je, lansko leto so se pogovarjali o tem Palantirju, ne, o podjetju, ki je lani v bistvu, smo rekli, da se ga splača pogledati, ne, lani so bili prisotni predvsem v vojaški industriji, pa začeli so nekako s prvimi temi komercialnimi klienti, so čisto software podjetje, ne, pa so pred kratkim so tudi objavili te kvartalne rezultate, rast prihodkov, mislim, da je bila na letni ravni okoli 27%, ne, povečali so število strank, teh komercialnih, se pravi ne država, za 83% na skoraj 300 strank, ne,
sklenili so 27 pogodb, ne, v višini 10 milijonov. Oni so res tak pure play AI podjetje, ne, softversko podjetje, ki ti nudi v bistvu njihov sistem, njihov program, v bistvu lahko za kakšno podjetje postane primaren ali pa tudi dodaten program, s katerim v bistvu operira podjetje samo, ne, analizira in napoveduje, glede na podatke, ki jih ustavimo, kaj želimo. A te lahko vprašam, zdaj, ko govoriš o Palantirju, razmerje med ceno in dobičkom, jaz to progledam, 178. Ja, mislim, vrednoten je drago, ampak vemo, da raste pač tudi, ne, zdaj kar visoka, ne, ta neko pravilo 40, ne, Rule 40, ki se v bistvu uporablja pri oceni teh softverskih podjetij, ne. Se pravi, mislim, da mora biti rast prihodka pa profitna marža višja od 40, no, oni imajo pač 65 in trenutno najvišje, kar obstaja, mislim, da med primerljivimi firmami. Napoved, mislim, da je dobička, se pravi, leta 2026 je 1 milijardo, ne, kar pomeni, da je PE forward 70, pa imajo še 4 milijarde imajo denarja. Ampak tle se jim lahko zgodi njim pospešek v neki rasti, ne, v prihodnih letih, tako da pol pa vrednoten že ni več 100, koliko si rekla, ne vem, 170, ampak malo niže, ne, tako da Gledam tudi, da še vedno niso v bistvu dosegali tiste ravni iz leta 2021, ko so imeli v bistvu vrh, ne? Ne, redki IPO-ji v zadnjih 2 letih so višji ali pa saj enaki. Mislim, da je on pa še ena firma, da je cena delnice trenutno na borzi vsaj tam, kjer je bil IPO. Blizu, ja. Tako da to je pa posledica višjih obrestnih mer, ne, ki so vse ta vrednotenja sklatla tam, ki pač si tudi zaslužijo jih. Ne. In redki so tudi uspela, ne, od takrat naprej nekaj narediti. Ne. Tako da podjetje kot je Palantir imajo pač nekega CEO-a, ki je pač karizmatičen, ne, so v tem segmentu AI, vidimo, da jim poslovanje raste in da njihove stranke rabijo te produkte, ki jih imajo na voljo. Tako da to je eno podjetje, ki bi ga bilo fajn spremljati. Ne. Trenutno, ja, valuacija je pač visoka, ampak bomo videli, ne, če uspejo s to rastjo nadaljevati, jaz mislim, da valuacija potem pač trenutno ni visoka. In se mi zdi še naprej pač zanimivo. Ne? Zdaj vprašanje je ključno, lahko njihov softver, nek ključen softver za transformacijo določenega podjetja, je lahko to nek primaren softver, ki ga podjetje uporablja za svoje poslovanje. Ne? A je to neka konkurenca, mogoče ne Microsoft, ampak nekaterim drugim softverskim podjetjem, ki so že na voljo, ne? Pri analizi in kako poslovati sploh v današnjem svetu s temi podatki, ki jih imamo na voljo. Ne? Kdaj prodajati, komu prodajati in tako naprej. Imajo Ferrari, imajo polno enih podjetij, vzame pred njih to možnost, organizirajo po Ameriki neke bootcampe, se reče, kjer greš lahko tja, pokažejo na hitro v enem dnevu, 2, kaj lahko pri določenem podjetju spremenijo in potem se samo podjetje odloči, ali bo kupila njihov softver ali ne. Tako da zaenkrat jim poslovanje dela, zdi se, da se bo rast zelo nekam pospešila. No. Okay, bomo še spremljali, Palantir bomo spremljali tudi v prihodnosti. David, povej mogoče še, ne vem, kaj zdaj, kako se zdaj kot mali vlagatelj obrniti. Jaz mislim, da vse je tukaj na mestu opozorilo, da ne skočiti na nek vroč vlak, vroče zgodbe, katerih je zdaj zadnje čase kar precej. Ja, se pravim, sentiment je res pozitiven, ampak trg se zdi, ne, tudi kako je to korekcija, ko smo zdaj v avgustu doživeli prebrodu, da se lahko nadaljuje mogoče ta neka pozitivna zgodba. Tudi ta drug del trga, ne, če gledamo S&P 500, ne, se pravi, da damo teh 10 podjetij največjih stran, pa vzajemo nek equal weight indeks, da ta podjetja zdaj so šele nekako začela majčkeno rastati, ne, in da lahko ta podjetja indeks premikajo navzgor, ta večja pa mogoče majhen zgubijo to zanimanje, pa te nek bolj equal weight strategije začnejo. Mi smo to že v začetku leta mislili, da bo to bolj delali, pa potem se to ni izkazalo, ker so še vedno ta večja predstavlja indeks višji. Ne. Zdaj pa se zdi mogoče z nižjimi obrestnimi merami, ne, dosti podjetij je zadolženih, rabijo v bistvu nižjo financiranje, ne. Lahko ta podjetja indeks predstavlja majhen višji. Ne.
Tudi če se zgodi neka recesija ali pa ta podjetja, mislim, da bi zdaj z nižjimi obrestnimi merami lahko ob soft landingu prosperirala, v nekakšni večji recesiji sicer ne, ampak če bo nek soft landing, pa lahko S&P 500 ta podjetja mehen predstavijo, mehen višji, pa ta največja, zgubijo mehen zanimanja. Ne? Tako da to je nekako moja strategija do konca leta. Še vedno se zdi, da je ameriški trg praktično edini, no, kjer so vsi ti interesi, kot jaz vedno poudarjam, usklajeni. Se pravi, da lastnik, zaposlen, delničar, da vsi vejo, zakaj delajo, se pravi za višjo ceno delnice in da imajo možnost zaposliti in plačati najboljši kader na svetu. Pri teh največjih podjetjih, če rečemo Microsoft, Meta, Alphabet, pa ne vidim neke bojazni, da bi se jim kaj drastičnega v njihovem poslovnem modelu spremenila, ne? Da bi pač njihove cene delnice začela pa drastično. Tako da jaz mislim, da trg ostaja priložnost za nakup, v nekih dipih, da te vroče zgodbe, ki se mogoče zdijo vroče, pa ne spet to, kot so bile kdaj vroče v preteklosti, kakšne drugi baloni, ne? Da ja, če smo lani govorili, da je, če rečemo, da je balon od 1 do 10, da smo bili na 3, 4, 5. Takrat smo na 6, ki smo bila, tvoja izjava. Na 6 že, no. Zdaj smo pa smo zdaj na 7, 8, ne? Tako da mogoče se lahko zgodi spet ta pravi balon, čez leto ali pa 2, ko grejo pač cene res čez vse, vrednotenja na neke zgodovinske rekorde. Sploh, če se ta denar, ki je na strani, začne sejati nazaj v delniške naložbe, pa ne bo neke blazne recesije, pa še obrestna mera začne, obrestna mora itak začeti spuščati, če hočemo, da se to zgodi. Tako da nekih razlogov zakaj, tudi potrošniki niso zadolženi, firme niso zadolžene, razen države so zadolžene, države pa pač tega dolga nekaj blazno ne znižujejo, vidimo nikoli v zgodovini, tako da masa denarja v globalnem kontekstu še naprej raste in to pač poganja vse na više cene, se relativno potem ni nujno, da smo na boljšem, saj kar se tiče nekega razpoložljivega dohodka, ampak ta zgodba večje količine denarja v svetu, jaz mislim, da se bo nadaljevala, da ne pričakujem v globalnem kontekstu neke deflacije, pričakujem, da bojo v bistvu, zdaj smo še bolj nekako nadžankani na več denarja, da bojo še pač le hitreje spustili obrestne mere in dali neko likvidnost trgu, če bo ta zahteval. Se vidimo, trg malo pade, pa že vsi hočejo, da se kar začne spuščati obrestna mera, in to možnost imajo, tako da države pa te centralne banke bo zadolženost povečevale, prebivalstvo pa podjetja pa itak niso toliko zadolžena, tako da jaz ne vidim neke blazne bojazni za nek kredit event, ki bi nas pahnil nek medvedji trg z večjo korekcijo v smislu 25%, pa potem nek medvedji trg več leta. Jaz tega zaenkrat scenarija ne vidim. Lahko pa pride kakšen črni labod in nas preseneti vse. Tako da to so pa scenariji, ki pač jih ne moramo zdaj razpredati, zaradi tega, ker pač ne vemo, kaj je tista Black Swan zgodba, lahko potencialno. David, najlepša hvala za super debato. Mislim, da sva kar obdelala več ali manj vse, kar je bilo potrebno obdelati, zagotovo bomo pa to še obdelovali. Mislim, da kot si sam rekel, Indija zna biti zelo zanimiva, Palantir si izpostavil, panoga zdravstva, mogoče, zakaj pa ne, Tako da super, odlično, najlepša hvala. Mogoče tudi ta S&P Equal Weight, premalo govorimo o tem, res so v deleži teh največjih, so kar precej veliki v teh indeksih, tako da ta Equal Weight je definitivno za pogledati in vsem priporočam, da si malce pogledate. Equal Weight pa Russell recimo še tle bi dodal, to so rekordne razlike med nekim S&P-jem, spravi S&P Equal Weight versus S&P, so rekordne razlike versus Russell, tudi so neke rekordne razlike. Take stvari so zanimive. Tako da, najlepša hvala, David. Ni za kaj, hvala. Hvala tudi, da ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.